Pozdravljeni. Pred začetkom sezone 2025 je prav, da si skupaj pogledamo, komu bo v bližnji prihodnosti potekla pogodba. Na začetku sezone 2025 smo videli kar nekaj sprememb na štartnem razporedu. Ampak glede na tisto, kar so nam navdušencem dostopni podatki, bi lahko v bližnji prihodnosti prišlo še do več menjav. Poglejmo si skupaj, komu bodo v bližnji prihodnosti potekle pogodbe in kdo so tisti mladeniči, ki so na vratih Formule 1, ki čakajo na svojo priložnost. Tu je treba poudariti, da mi, navdušenci, običajno nimamo vpogleda v tiste prave pogodbe, zato lahko pride do določenih napak, do določenih razlik, odvisno od vira, ki ga prebiramo. In kot drugo, verjetno je vsakomur izmed nas jasno, da kdaj pogodbe v svetu Formule 1 enostavno niso vredne papirja, na katerem so zapisane. In tu se moramo zavedati, da klavzulo za predčasno odpoved ima lahko tako voznik kot tudi ekipa. Običajno je pogoj, da se voznik reši neželene pogodbe, tudi ekipa ni na določenem mestu med konstruktorji, pri ekipah pa mora biti voznik na končni lestvici nižje od tistega, kar se je pričakovalo. In tu imamo lep primer Sergija Pereza, kjer so ga pri Red Bullu lepo odslovili, kljub temu, da je imel podaljšano pogodbo. Ampak tu posredi so bile verjetno kakšne klavzule in tudi Perez verjetno ni sedeža zapustil zastonj. A poglejmo si, kakšno je stanje med vozniki. In začeli bomo prav pri Red Bullu, kjer nam je dobro jasno, da je Max Verstappen tisti, ki ima podpisano pogodbo do konca sezone 2028. Kar je izjemno dolgo obdobje. Ampak Max bi se lahko te pogodbe predčasno rešil, če bi želel in če Red Bull med konstruktorji ne bo zasedel tistih prvih mest. A to je stvar prihodnosti. Tisti, ki ima pogodbo le za eno sezono, je njegov moštveni kolega Liam Lawson. Kot je verjetno tudi logično, je njegova pogodba veljavna le do konca sezone 2025, moral se bo izkazati in tako nekako potrditi to svoje dokaj hitro in morda za nekoga presenetljivo napredovanje. A lahko se začnemo spraševati, koga imajo za rezervo pri Red Bullu in kdo bo nastopal, vsaj tako lahko sklepamo, pri tistem programu novincev. Rezerva za Red Bull je Yuki Tsunoda. In ko bomo prišli do njega pri Racing Bullsu, bomo videli, da je bolj izhod v sili kot karkoli drugega. In tisti mladi voznik bo po vsej verjetnosti Arvid Lindblad. Mladi Britanec, ki smo ga lahko lani občudovali v Formuli 3, ki je seveda v tem zimskem premoru na južni polobli dosegel točke za super licenco in ki bo letos nastopal v pokalu Formule 2. Torej, eden izmed tistih mladih upov, kjer verjetno bomo takoj opazili, ali je iz pravega testa ali ne. Ampak sedaj pojdimo k tovarniški ekipi Mercedes, kjer je situacija izjemno zanimiva. Imamo tako Georgea Russella, kot tudi Andrejo Kimija Antonellija,
ki imata oba pogodbo samo do konca letošnje sezone, torej do konca 2025. Za Antonellija je zopet logično, ampak George Russell do tega trenutka ni podaljšal. In to bi že lahko začeli nekako špekulirati o tem, da je možno, da v prihodnjih mesecih bomo videli tudi rahlo tekmovanje med enim in drugim. Kar se tiče rezerv, je zadeva znana. V tovariško ekipo Mercedes se je vrnil Valtteri Bottas. Kar se tiče programa mlajših voznikov, pa moramo tu omeniti skoraj da že malce večnega Frederika Vestija. Je pred leti prišel do drugega mesta v pokalu Formule 2, ampak od tam naprej se ni premaknil. Kaj pa pri Ferrariju? Charles Leclerc ima uradno podpisano večletno pogodbo. Kaj to pomeni? Dobesedno ne vem, ampak sklepamo lahko, da njegova pogodba se bo iztekla bistveno po sezoni 2026. Lahko bi govorili o tem, da je datum tam nekje v sezoni 2028-2029, a uradno ni znano. Kar se tiče Lewisa Hamiltona, ima po dostopnih podatkih dvoletni dogovor, plus z možnostjo podaljšanja za eno sezono in to strani samega Ferrarija. In videli bomo, kako se bo stvar razpletla. Kar se tiče rezerv, nam je seveda znano, da je prišel Zhu Guanyu iz ekipe Sauber. Kar se tiče onih mlajših voznikov, je pa tu tudi mlajši brat Charlesa Leclerca, Artur. Seveda kot naslednik ali Leclerca ali Hamiltona je velika opcija na Oliju Bermanu, o katerem bomo govorili pri ekipi Haas. Ampak zanimivo je, kaj se bodo odločili pri McLarenu. Tu ima Lando Norris po dostopnih podatkih pogodbo do sezone 2027, Oscar Piastri pa bo moral podaljšati pogodbo vsaj leto prej. Njegova se izteče leta 2026. Tisti uradni rezervni voznik je Pato O'Ward, ki smo ga lahko občudovali razen na testiranjih tudi v seriji IndyCar, kjer tekmuje prav tako z McLarenom. Od tistih mlajših voznikov je bil Gabriel Bortoleto izpuščen iz njihovega programa in ga bomo videli pri ekipi Sauber, tako da na teh mladinskih pogonih McLaren nima toliko kadra, ampak Patricia O'Ward bo lahko izpolnil obveznosti, kajti ni začel niti ene dirke svetovnega prvenstva Formule 1 in zaradi tega je nekako tisti pravi, da izpolni tudi te letošnje obveznosti. Kaj pa pri Aston Martinu? Imamo Fernanda Alonsa. Kolikor nam je znano, bo za Aston Martin vozil najmanj do konca sezone 2026, ko bo dopolnil 45 let. Njegov moštveni kolega Lance Stroll ima podobno kot Charles Leclerc podpisano pogodbo za več sezon in ni nam dano vedeti, koliko jih v resnici je. Rezervni voznik je Felipe Drugovich. Ampak govori se o tem, da pri Aston Martinu si želijo Maxa Verstappena. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. In ne smemo pozabiti, da od sezone 2026 naprej bi se lahko v teoriji tu pojavil celo Yuki Tsunoda. Ampak to so špekulacije, nič uradnega in nič obvezujočega. Pri ekipi Alpine imamo seveda Pierrea Gaslija, ki ima pogodbo vsaj do sezone 2026, torej z možnostjo podaljšanja, Jack Doohan pa za sezono 2025. Nekateri govorijo, da samo za prvih 6 dirk, a gre za špekulacije. Tu seveda na njegov sedež računa Franco Colapinto, ki je k Alpinu prišel iz ekipe Williams.
Ampak Franco Colapinto ne bo edina rezerva. Ne smemo pozabiti, da je tu Hirakawa, ki smo ga videli predtem pri McLarenu in Haasu, ko je testiral, in seveda Paul Aron, ki je ljubiteljem znan iz Formule 2. Hirakawa je del projekta Toyote, zato nanj ne moremo preveč računati, ampak Paul Aron bi znal biti dobra konkurenca Francu Colapintu. Kaj pa pri ekipi Sauber? Tudi tu so imeli zanimiv mladinski program, ampak odločili so se, da bo v njihovi ekipi poleg Nika Hülkenberga Gabriel Bortoleto, ki prihaja iz tiste skupine mlajših voznikov pod okriljem McLarena. Oba, tako Hülkenberg kot Bortoleto, imata pogodbo do konca sezone 2026. Ampak tu pri ekipi Sauber, bodočemu Audiju, kakšnih mlajših profilov, ki bi bili zanimivi, zaenkrat ni. Tudi Zen Maloney se je začel oddaljevati in iskati druge možnosti, tako da je situacija lahko bi dejali zanimiva. Pri ekipi Williams imamo seveda Carlosa Sainza mlajšega in Aleksandra Albona. Oba imata pogodbi vsaj do konca sezone 2026, kjer je treba poudariti, da bi jo lahko Carlos Sainz mlajši predčasno prekinil, seveda, če bi dobil priložnost pri kateri izmed tistih glavnih ekip. In tu ne smemo pozabiti, da pravzaprav je Franco Colapinto tisti, ki je pustil neko praznino pri ekipi iz Grova. Imamo Browninga, ki bi ga lahko nadomestil, ampak videli bomo, kaj se bodo odločili v prihodnosti. Pri ekipi Haas sta tako Esteban Ocon kot že omenjeni Oliver Berman. Oba imata pogodbo za sedanjo in tudi naslednjo sezono, torej do konca sezone 2026. Ampak tu se seveda sedaj lahko začnemo spraševati, kaj bi se zgodilo v primeru, da bi pri Ferrariju se zgodilo nekaj, kar bi zahtevalo rezervnega voznika. Bodo dali priložnost, naprimer, že omenjenemu Žuju, ali bodo poklicali Bermana, kot smo videli to lani. Seveda, ekipa Haas v teoriji lahko deli rezervnega voznika z skuderijo Ferrari, torej Žu bi lahko tu bil v dvojni vlogi, ampak obstaja še zmeraj tisti večni Fittipaldi, ki zna vskočiti, kadar gre res za nohte. Na koncu še zadnja je ekipa, torej Racing Bulls, kjer imamo Tsunodo in Hadjarja. Oba imata pogodbo, ki je veljavna samo letos, torej do konca sezone 2025. Hadjar logično, ker je novinec, Tsunoda pa ker v naslednji sezoni skupina Red Bull ne bo več imela pogonskih sklopov Honda. In tu pride v veljavo ona opcija, ki smo jo omenili malce prej, da bi lahko v bližnji prihodnosti Tsunodo videli tudi pri Aston Martinu. Omenil sem že Arvida Lindblada, ki bi znal biti aktualen tudi tu pri seveda ekipi Racing Bulls. In kot smo že omenili, Tsunoda v vlogi rezerve Red Bulla, če vzamemo vsa dejstva v zakup, je res neke vrste zasilna rešitev. A tako, sedaj smo dobili nek kratek pregled, koliko časa imajo še vozniki na razpolago, da se dokažejo in dokdaj morajo podaljšati svoje pogodbe. V vsakem primeru nam je jasno, da le malo izmed njih ima pred seboj večletne dogovore. Vsi se bodo morali presneto dokazati v naslednjem ali pa tisti prvi sezoni novega obdobja. Malo časa, da prepričajo, in konkurenca je kot običajno izjemno ostra. A kaj se bo zgodilo, bomo kot ponavadi ugotovili skupaj. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.